Prisrčna hvala nastopajočim, prisrčen pozdrav tukaj v Muzeju novejše zgodovine Celje. Vesel sem, da smo tukaj v tem prostoru, kajti ena izmed inštitucij, ki je zelo naklonjena drugačnim invalidom in tudi še posebej slepim in slabovidnim, je zagotovo Muzej novejše zgodovine Celje s Hermanovim brlogom, ki je že nekaj let prilagojen za slepe obiskovalce. Pozdravljam vas v imenu Združenja prijateljev slepih ter v imenu Zveze slepih in slabovidnih Slovenije. Zbrali smo se zato, da predstavimo odlično antologijo, kjer je zbrano več kot 75 različnih kulturnih ustvarjalcev med slepimi in slabovidnimi. Toliko bi jaz kot voditelj tega večera povedal, pa bi mogoče, preden greva z Dušanom v klepet, pozdravil še gospoda Skaleta. To je eden izmed omenjenih kulturnikov v tej antologiji, ki je ogromno v slovenski kulturi in ki si ga je Dušan kot svojega gosta zaželel in si ga izbral za tole prireditev. Moje iskreno spoštovanje, gospod Skale, in veseli smo, da ste z nami. Bi pa seveda najprej dal besedo gostitelju te prireditve, gospodu Tončku Kregarju. Veseli me, da je še vedno direktor tele čudovite inštitucije, kajti tako kot on in kolektiv tukaj delujejo, se nam ne za kulturo in ne za razumevanje do drugih ciljno ranljivih skupin in tudi slepih in slabovidnih ni bati. Gospod Tonček, pa vas bi prosil za nekaj besed. Najlepša hvala, Sebastian, hvala za besedo, sicer nepričakovano. Govorim tako na glas, da ni potrebno. Danes nas čaka dosti bolj prijetnih in zanimivih stvari od mojih pozdravnih nagovorov. Samo to bi rad izpostavil. Strinjam se, vseli ste bili pri nas zelo dobrodošli, ste naši dragoceni partnerji in prijatelji in dajmo tako tudi v prihodnje. Na najrazličnejše oblike. Hvala in lep večer želim. Hvala lepa. Dušan, zdaj pa sva mi dva, ker se z Dušanom dolgo poznava in sva dobra prijatelja, nama dovolite, da se tikava, kajti sicer pogovor ne bo spontan, če manj iskren.
Dušan, antologija, ki bi v nas hrepenenje. Mislim, da že sam naslov te antologije veliko pove, da je izviren in povej, kdaj ste se jo lotili in zakaj ste se jo lotili? Ja, moram priznati, da te antologije ne bi bilo brez treh ljudi. Se pravi, brez Sebastiana, ki je sprožil tukaj v Celje eno gibanje Pisarji Savinje, katera je bila osnova tega zbornika. In to je bilo eno gibanje, ki še traja, ki vsako leto je srečanje tukaj ob Savinji, srečanje pesnikov in pisateljev slepih in slabovidnih, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz razcepljenega Balkana. No, malo te moram popraviti, gibanje je sprožil gospod Perlič, jaz sem samo tisti, ki pač to nadaljujem. No, tako, okay. Ja, Zvonko, ja. Torej, potem je tukaj Matej Žnurl, predsednik Zveze slepih, ki ima velik posluh za kulturo. Mi je žal, da ga danes ni tukaj. In zdaj nekako se bom štel sem jaz, ki sem dejansko tole zadevo dobil po službene dolžnosti, ampak sem jo ponotranil in sem vzel kot osebni izziv in je plod precej mojega enoletnega raziskovanja in lahko rečem, da sem pol teh avtorjev, ki so tukaj nadknadno odkrili in dal zraven. No, ampak če se ustavimo kar tukaj, raziskovanje. Se pravi, ti že imaš po naravi žilico, da rad raziskuješ, bereš stare članke, iščeš, vrtaš in na nek način ti je bilo to delo, ki so ti ga dali sicer po službeni dolžnosti, pisano na kožo. Zato si ga lahko tudi ponotranil, kot si rekel. Ja, res je. Jaz se s kulturo ukvarjam že čez 50 let, pa 50 let, da nam pripravo. Tudi v bistvu zelo rad berem poezijo in moral sem in tako naprej. Tako da, pa seveda v knjižnici sem delal med knjigami in sem slepih poznal. In nekako tudi skrbim za kulturo med slepimi in slabovidnimi. Se pravi, organiziram razne delavnice, slikarske, likovne, fotografske, literarne in tako naprej. In tako da precej ljudi poznam, ki se s tem ukvarjajo, tako da mi je bilo res pisano na kožo. Moram še več povedati, ali pa še kaj vprašal? Povej mi, kaj ti je vzelo največ časa, recimo, to je zelo zanimivo. Oziroma, če se lotva, kako si se pravzaprav lotil, in kaj ti je vzelo potem največ časa? Ja, če to povem, da jaz sem sourednik pri tem, ker namreč jaz sem zbiral literaturo, to se pa še Živa Borak, filozofinja in prevajalka, in pa ena mlada pesnica Ljuza Krajšek je pomagala pri izboru. Tako da jaz sem priskrbel pesnika ali pisatelja, one dve so pa naredile izbor, kaj pa šlo not. Tako je bilo mogoče najboljše, ker nekako je stroka prevzela izbor. Kaj mi je največ časa, kako sem se lotil? Jaz, ko sem to dobil, sem najprej spravil te Pisarje Savinje, to seveda s pomočjo Sebastiana. Potem smo imeli osnovo in potem sem pa brskal, pa sem rekel, ta manjka, on manjka, dajmo tega. Seveda je bilo treba vse te avtorje poklicati, jih prosi za dovoljenje, če lahko damo not. Potem seveda je neki avtorje, ki sem jih res na novo odkril, recimo ena Reska Jan iz Jesenic, ki je bila mati 7 otrok, v 10 letih je 7 otrok rodila. Po smrti moža je odslepela, tako da je bilo težko njeno življenje.
Naslednji, na katerega sem zelo ponosen, da sem ga odkril, je Radovan Hujski. To je sploh zanimiva zgodba, če ji smem povedati. Namreč jaz sem, ko sem brskal po internetu, odkrijem en članek o eni 90-letni babici, pravi po poklicu bila babica, in v tistem članku v Ivančni Gorici je izhajal neki lokalni časopis, piše, da je to sestra od našega slepega pesnika Radovana Hujskega. In seveda, kdo pa je to brskal, tretje par pesmi odkrije, pa nobenih podatkov o njem. Potem sem klical v Ivančno Gorico, pa sem klical v Grostoplje, v matično knjižnico, noben ni vedel nič o njem. Kličem na Medobčinsko društvo Ljubljana, nič niso vedeli. Na sedanje bolj ugotovine gre pravzaprav za psevdonime, da je pač to Hujski en hrib tam nad Ivančno Gorico, tam je bil on doma. In tako naprej, na kar potem nekako pridem do ene informacije od njih, da se piše Miklavčič, in potem nekako smo to izbrskali, najprej osmrtnico, pa nekrolog, no in potem smo 20 let nazaj, ali pa še celo 25 let nazaj smo najdeli članek, spet v tistih ivančnih novicah, o njem, in smo potem se lahko napisal ta članek. Naslednja zadeva, ki je bila, je to, da sem potem odkril eno pozabljeno knjižico, ki jo je Zveza slepih, oziroma takrat se je malo drugače imenovala, je izdala leta 1973, in je notilo 12 pesnikov in pisateljev, zaradi katere, če boste videli, v dveh sploh nimamo podatkov, samo pesmi imamo, tako da to še bo treba malo raziskovati. No in sem potem not dal in to odkritje te knjižice, ki se seveda spet je bilo po eni taki informaciji, da obstaja knjižica, potem je bilo spet vprašanje, kje to knjižico dobiti, kjer je nimajo niti vnuku, nikjer nimajo. No in sem potem pri eni stari učiteljici dobil iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino, ki se zdaj imenuje Iris, no in potem sem bil zelo vesel, ker je pa ena verjetno najstarejša pesnica Veronika Žižek, ki je rojena 1895, ima tudi zelo zanimivo zgodbo, pa mogoče zaenkrat dosti. Dušan, kaj si pa pravzaprav odkril pri teh kulturnikih, recimo, kaj te je fasciniralo, kaj te je navdušilo, glede na to, da pravzaprav te že presenetiti skoraj ne bi smelo, koliko let se že ukvarjaš s kulturo slepih in slabovidnih, z ustvarjanjem? Pravzaprav me ni nič presenetilo, zato, ker tako kot si rekel, jaz sem že 24 leto sem na zvezi in s kulturo pokrivam, 12 leto pokrivam kulturo, tako da nič me ni presenetilo. In tudi recimo naslov, ko sem razmišljal o naslovu, mi je v nekem trenutku padlo v glavo, da slepi in slabovidni glitko hrepenijo po življenju in po sreči in veselju po krvi vedeči. Tako da se mi je ta naslov, ki pi v nas krepenenje, mi je tako padel enkrat v glavo in se me ne 2 dni v njem razmišljal enostavno, ni se zgubil v množici misli. Ni pa nič takega, kar si odkril, da si rekel, da bi te pa še posebej fasciniralo, navdušilo med brskanjem? Ja, veš kaj, navdušila me je zgodba recimo teh dveh, predvsem Veronike Žižeka, me je navdušila, ker je res neka posebna zgodba, veliko po svoje tragična, ampak zelo vesela. In še celo tako bi bilo, ko sem zaključil
pisati biografijo za nas lokalni časopis, za vzornik za družino in ženo, tako jo imamo. In ko sem ga oddal, sem posnetek Veronike Žižek odkril, imam en posnetek iz leta 1973, seveda to je bilo med super 8 se snemalo in sem odkril Veroniko Žižek, kako je bila med svojimi slepimi in slabovidnimi v enem taboru v Ljutomeru in je tisto Kristo iz leta 1973 v roki držala in se smejala in to mi je bilo eno tako zanimivo doživetje, glede na to, da sem se kar nekaj časa ukvarjal z njo in njena zgodba je pa takšna. Ona je zaradi črnih zgodb, črnih kos je oslepela. Samo še na oko je videla. Strašno rada je brala, dokler ni oslepela in je hodila zanimivo v redno šolo. Ni bila v zavodu, ampak so ji prepovedali brati. To je nje bilo najhujše, kaj se je zgodilo. Potem so pa nekako zbrali denar in so jo poslali v Bukarešto, so jo poslali na operacijo in so ji zenico razširili in ona piše v spominih, govori v spominih, da je videla vsak las na glavi teh sester in doktorjev. Potem se je pa zgodilo to, da je na trepalnica ostala in se je zagnojilo in je pa potem slepo odšla nazaj domov. Ampak to ji ni odvrnilo od srečnega življenja in ko je ugotovila, da slepi in slabovidni nimajo nekih primernih pesmi in teh zadevih in je začela sama pisati. In je par pesmi je uglasbenih za pevske zbore, tako da mogoče bom zdaj tele moje triologa kdaj skecal, da bojo kaj prevedili, zapeli za kako drugo zadevo. Zakaj pa ne? Tako kot sem jih prosil, da tale uvodno pesem zapojejo posebej za nas. No, povej, zakaj vidno to pesem dava na začetek? Povej, to provokacijo. Ja, no, okej. Jaz sem jih prosil, da to pesem Hrepenenje slepega, da zapojejo, zdaj se že tretjič, zdaj to že vaša manjša turneja, po Sloveniji. Torej, bili so v knjižnici v Ljubljani, pa v Kranju mestni knjižnici, zdaj so tukaj pri vas. Zakaj to pesem? Ja, ta pesem je bila napisana 1852, to je leto, v katerem je umrl Louis Braille. To je ena zadeva. Druga zadeva je 1852 leta je bilo tudi objavljeno v Ljubljanskih novicah, da pisal je neki Miroslav. In tretja zadeva je pa ta, da so se pred 70 leti jih ena učiteljica v zavodu hotela učiti to pesem, da bi se naučili peti, pa so se otroci uprli. So rekli, da to ni njihova pesem, ker je to očitno pogled videčega na svet slepih. Zdaj lahko povem še pa četrti razlog, to pa te podarjamo za rojstni dan. Hvala. Ker se Sebastian ima danes rojstni dan. Hvala. Zdaj pa, ker si rekel, da jih prosiš, da pridejo, da zapojejo, pa jih zdaj le prosiva, da malo zaigrajo in zapojejo še eno. Only fools rush
would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Najlepša hvala. Dušan, prelisteva malo tole antologijo, pa se sprehodiva čez njo, malo tehničnih podatkov, da dobijo najni obiskovalci pravzaprav vpogled, pravzaprav kaj jih čaka notri. Ja, torej moram še povedati še to, ne, da tukaj not so tudi dela slepih in slabovidnih slikarjev. To so dela, ki krožijo po Sloveniji, zdaj že leto pa pol. To je razstava Kontra svetlobe. Ki je že bila tudi v Celju, Tako govori je. Nika Ignjatiča. Tako je, to je naša domača galerija, kjer v bistvu redno delamo razstave, ne, slepih in slabovidnih avtorjev. Ja, ta razstava, če še te razstave povem, ne, to je ena razstava, ki je bila delana za Pokrajinski muzej v Mariboru in potem ob stoletnici zveze, potem pa, ko smo že imeli vse zbrano, sem rekel, škoda, da stvar zdaj razderamo, mogoče bi še pa kam lahko prodali naprej. No in zdaj je leto pa pol že kroži po Sloveniji, trenutno je v Novem mestu v knjižnici, in se veseli zdaj z marcem, pa gre v Novo Gorico. Skratka, to je to, no. Zdaj, kot si rekel, tukaj gre za 75 avtorjev, 3 ali 4 so in slikarji in literati. Kot sem rekel, najstarejša, ki je not, je Veronika Žižek, rojena 1895, najmlajša je Aleksandra Surla, rojena 1987. Kaj še? Koliko strani ima knjiga, ki je izšla? Čisto osnovne tehnične podatke. Je prav, da povemo. Ja, da povemo, evo, knjiga ima 296 strani. To smo delali s pomočjo, support je delala Beletrina, tako da naslovnica, osnova za naslovnica je Nebo nad okrogli, slabovidne avtorice Rosanne Lorbek, ki je tudi celo razstavljala, pa zdaj je zaključila v Šoštenu razstavo fotografsko. Skratka, ogromno tega in v bistvu je to res knjiga, ki je tako rekoč sestavljena resnično iz samih del slepih in slabovidnih, a ne? Se pravi, tudi za naslovnico ste vzeli tematiko iz ene izmed likovnih ustvarjalk. Tako. Verjetno imaš pa poseben razlog tudi zato, da takoj, ko sem ti omenil, fino bi bilo, Dušan, če povabiš nekoga od teh, ki so v tej knjigi, si takoj rekel, gospoda Skaleta želim. Zakaj? Ja, Vlado, da sem povabil zato, ker ga smatram za enega od mojih prijateljev, čeprav se
praktično ne družba, ampak so tukaj, jaz sem z Velenja, on je Velenje poučeval iz Celja, je tudi jaz sem na Celje nekako vezan. Potem po telefonu se dostakrat slišimo, jaz sem pogovarjal o literaturi, je izvrstni pesnik, izvrstni glasbenik, tako da bil sem celo na eni predstavitvi, Vlado se spomniš, ko smo imeli ko je otroku duša, ki je uredil knjigo, ima koliko imaš 5 pesniških zbirk, ene 2 CD-ja, če se prav spomnim. Tako da No, mogoče bi vi, gospod Vlado, kar nekaj o sebi povedali pa o vašem ustvarjanju. No, pridi bliže. Bi bilo kar zanimivo. Ja, ne vem, s čem naj začnem. Pa dajmo čisto klasično. Do 4. razreda osnovne šole sem obiskal normalno osnovno šolo, potem se pa vid tako poslabšal, da sem moral iti v Ljubljano. No, že v zavodu smo, kot neki osnovni šolci, smo igrali, smo imeli ansamble. Potem naprej, ko sem šel v Škofjo Loko, tudi vmes sem končal pa srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. Potem sem nekaj časa učil v Velenju, Žalcu, Škofji Loki. Ampak so bile težave z vidom vedno hujše, tako da sem se invalidsko upokojil. To mi je po eni strani dalo čas, da sem se bolj posvetil glasbi, komponiranju. Ne vem, kaj bi še. Omenil je Dušan CD-ja, pa pesniške zbirke. Pa mogoče povejte malo, kaj najdemo recimo v vaših pesmih, pa kaj najdemo na obeh CD-jih. Ja, prva pesniška zbirka je izšla 1990 pri založbi Fondija Orja Pala. Druga je šla pri Osrednji knjižnici Celje. Tretja Center interesnih dejavnosti Celje. Četrta v KUD France Prešeren v Ljubljani. Peta pa še čaka na založnika. No, vmes sta bila tudi 2 CD-ja, enega mi je izdal KUD France Prešeren, drugega pa Pozoj Velenje, založba. In kaj najdemo na teh zgoščenkih? Tudi vašo poezijo? Ne, interpretacijo ali skladbe? Ne, na CD-ju imam samo tisto, kar sem objavljal na Radio Slovenija. To imam, ker sem tudi glasbeno opremljal, to svojo poezijo. Tako da imate ogromno za pokazati in ogromno, bi rekla, kulturnega zaklada že za seboj in pa še verjetno nastaja v vašem srcu in v vašem vrsti. To upam, da še ni do konca. Zdaj je pa Dušan rekel, da bo prebral nekaj vaših pesmi, pa me zanima, ali bi
najprej prebrali vaše pesmi ali nas bi vi očarali s svojim igranjem? Kako vam je ljubše? Žal pa ne bi danes. Ne. Prav, potem bo pa Dušan prebral nekaj vaših pesmi. Jaz se vam pa res še enkrat iskreno zahvaljujem, da ste nas obiskali, da ste si vzeli čas. Vlado, predno te pospremimo do sedeža, ostane tukaj, bom jaz prebral par tvojih pesmi, kot so v antologiji. Mislim, jaz imam do vseh avtorjev enak odnos skupino, lahko rečem, da so mi vsi dragi, sploh v tem letu dni, ko sem z njimi preživel, ampak mislim, da je Vlado pa eden od kvalitetnejših. Tako da, ko preneham ljubiti, začnem pesniti, ko preneham sovražiti, začnem govoriti, ko preneham zasem, sem znova na začetku. Nikoli ni dovolj ušes, da bi premagala gluhoto nebes, in nikoli ni dovolj teles, da bi potešila lakoto grobov. Svet svetih svetih je tavanje okoli bele palice, je prisluškovanje življenju, je preziranje teme, je spregledovanju spogledovanj, je ena in še ena pot, je zapečatena svetloba, je kratek blisk čez oko, je svet pretajen iz okov. Metamorfoza. Tako dolgo sem pestoval svojo bolečino, da mi je iz naročja splila čista radost. Krasno. Jaz mislim, da si zasluži gospod Skale en aplavz. Vidite, takole dobite v tej antologiji toliko različnih misli, toliko različnih občutij, toliko različnega ustvarjanja, oziroma bom rekel raznolikega ustvarjanja, da ugotovite, da tema še zdaleč ni tema. Da ima tema svoje odtenke, svoje prebliske, svoje ideje, svoj izvir topline, čutov in vsega tistega, kar dela temo nam slepim bogato, če le hočemo to videti in če ne dopustimo, da je ta tema res temna. Dušan, povej mi, si imel težave, kaj uvrstiti, kaj ne, ali je šlo vse gladko? Si se srečal s kakšnimi težavami, ko si ustvarjal to? Ja, meni je zelo žal, 3 sta odklonili, da bi objavili. To mi je res strašno žal, ker jaz sem res sanjal o tem, da bi naredil popolno antologijo, ne seveda, ničesar ni popolnega, ne, ampak jaz sem res sanjal dejansko in zato sem tudi zelo vesel, ko sem tisto knjigo odkril, ne. Ker takrat sem tako res rekel, tole, kaj več pa verjetno bo se to težko odkrilo, ne, pa zdaj ne mislim zdaj sebe preveč hvaliti, ne, ampak tako da bi pa od Zvoneta Perliča, ki je eno prepravljeno pesem, če se strinjate. Ja, lahko se. Prosim vas, ne ubijte sreče, pravkar pričakuje njen obisk. Ponižjo se ji bom priklonil in segel v mehko dlan, odprl srce in dušo za njen pristanek. Prosim vas, ne ubijte sreče, morda sem zadnji, ki jo bom gostil. S praznim kelihom ji bom nazdravil v upanju, da ga ona napolni. Krasno. Dušan, jaz mislim, da sva kar dovolj povedala, da je škoda, da bi predolgo bila, pa bi potem vse skupaj izvenelo v prazno. Pa me zanima, je kaj takega, kar bi sam še želel povedati, poudariti, kar želiš, da začutijo ljudje ob tej antologiji in pa seveda od tebe, ki si to skupaj z drugimi pripravljal. Nekaj takega, na kar jaz nisem
spomnil, na kar nisem izval iz tebe? Ma ne vem. Pravzaprav jaz mislim, da sem vse povedal. Lahko rečem, da sem res zelo vesel, da mi je, oziroma da nam je ratalo vse skupaj tole narediti in je res ena taka reprezentativna zadeva, tako da jaz upam, no, da nam bo uspelo tole zadevo tudi predstaviti, ker na ta način, to, kar se pač se tudi trudim v tem smislu, da povem videčim, da pravzaprav so slednji čisto običajni ljudje, tako kot nisem pač to sezonno motno, da ne vidijo. Ne? In ta antologija je res ena tak primer enakopravnosti, ker tukaj noč so zelo vrhunski pesniki, tako da Se mi pa zdi pomembno, da opozoriva tudi na tisto, kar polnočutni vedno znova pozabljajo. Ne, sej ti jim poveš, ja, pa ustvarjajo to, pa slikajo. Ja, vse verjamem, vse mora biti zelo fajn, misli si pa, ne. No, tile slikarji, ki so not, ne, lahko rečem, Vse zato, so vrhunski, dobro, ne vsi, no, tako kot pač ne more biti vsi vrhunski. Vsak po svojih zmožnostih. Tako, vsak po svojih možnosti, ampak je nekaj slikarjev, no, ki so redno dobivajo nagrade med ljubečimi, recimo, če tako primerjamo, in tudi so not tukaj pesniki, ki so objavljali v teh naših, bomo rekel, vrhunskih slovenskih literarnih revijah, kot je recimo Mentor, Nova revija, Sodobnost, tako da. Je pa tako, no, pri tej antologiji nisem sledil, oziroma nismo sledili kvaliteti, ampak smo šli na resno antologijo in pregled vseh, da je to pač pregled, ne, kot tak. Zdaj, če se gremo pa, če bi se šli pa recimo kako kvaliteto, da bi naredili res eno vrhunsko kvaliteto. Potem še mene ne bi bilo noter. Ne, se to zdaj ne gre, kdo bi bil noter, kdo ne bi bil noter, ampak tiste pa pol druga naloga, ne. V drugem smislu, jaz sem pač nekako rekel, da ko smo se pogovarjali o tej antologiji, da je treba narediti pregled zbrano zadevo, ne. Seveda, ker tako ima antologija tudi čez naslednjih 50 let ali pa 100 let neko zgodovinsko vrednost. Ne? To, kar se zapiše v knjige, pa navadi vedno ostane. Ja, tako da sem naslov napisal, Horac ima vedno prav, ne. Ker Horac je rekel, kar je zapisano, to ostane, ne. Tako. In nič, potem bom poprosil naše cenjene glasbene goste, da še za konec eno odigrajo in eno odpovejo. Seveda se enkrat še zahvalim Muzeju novejše zgodovine Celje, da ste gostili tale naš dogodek. Naj povem eno zanimivo anekdoto, ko sem nekaj mesecev nazaj prišel do gospe Jožice Trateški, katera je tako rekoč nek komunikacijski kanal med Združenjem prijateljev slepih Slovenije in pa Muzejem novejše zgodovine Celje. In prideva potem do gospoda Tončka Kregarja in reče Jožica, Sebastian je prišel z eno dobro idejo. In rekel se, on pa skozi hodi k nam z dobrimi idejami. Sem hvaležen res, da ste nam gostili ta dogodek in seveda sem gospodu Skaletu hvaležen, da se je odzval vabilu gospoda Brešarja in nam resnično obogatil tale večer. Hvala pa seveda nastopajočim, kako smo že rekli, trio Logar, ne? Krilo, ja. Trio Logar, v redu, trio Logar. Pa kjer izvolite. Travi
pravico poživ. Bom naredil stezi se, čisto časih bile. Bom naredil stezi se, čisto časih bile. Vse stezice so lepe, najlepša je ta, ki me pelje do doma, kjer so mamca doma. Ki me pelje do doma, kjer so mamca doma. Hvala lepa za vaš cenjeni nastop. Hvala bi seveda tebi, Dušan, da si bil pripravljen poklepetati tukaj z mano, da si vložil tudi svoj trud, svoj čas v organizacijo tega dogodka in obljubljam ti, da bom s tabo še prepotoval nekaj krajev, da se bo ta antologija lahko dobesedno vtisnila med polnočutne ljudi. Z veseljem, Sebastian, s tabo. Zdaj bi pa jaz trio logo, tako smo ga rekli, podaril tole knjigo v spomin na to predstavitev. Hvala.